novomeška športna infrastruktura je v poraznem stanju. In sem rekel, jaz sem pa tak človek, če se pa gremo nekaj, se pejmo pa resno in napolno. Mnogo fantov trenira in punc, uspe izjemno redkim, ko si na vrhu, bodi normalen. Tudi sreča je, na primer, izredno velik faktor, ne? Samo jaz ne verjamem v srečo, da pride kar sama. Srečo si je potrebno spet zaslužiti. Če bi imel možnost en dan preživeti na igrišču z eno nogometno legendo, preteklosti ali sedanjosti, kdo bi to bil in zakaj? Zdaj si me pa našla. Na prvo žogo Lepo pozdravljeni v podcastu Dolenjskega lista, ki bo danes predvsem športno obarvan. Moj današnji gost je namreč nekdanji nogometaš, ki je za slovensko reprezentanco igral med letoma 1993 in 2000. Skupno na 42 tekmah. Na njih je dosegel 16 golov. Bil je član slovenske zlate reprezentance, generacije, s katero je nastopil na Evropskem prvenstvu leta 2000. Po nogometni karieri se ni odločil za trenersko pot, ampak je že vrsto let funkcionar. In čeprav je Ljubljančan, je tesno povezan tudi z Dolenjsko, tako športno kot zasebno. Sašo Udovič, dobrodošel v našem studiu. Hvala lepa za to tak lep uvod. Je bilo lepo poslušati. Je bilo vse resnično? Po bistvu... Ja, kar ne. Ja. Se lepo sliši, ko to nekdo drug pove. Več kot 20 let je že, odkar si zaključil kariero. Ampak nogomet ti je resnično blizu še danes, vedno bo, to je tvoj način življenja. Kaj ti je dal največ v življenju? Kaj mi je dal? V bistvu z eno besedo, ali pa z dvema. Ogromno, mogoče celo vse, pustimo zdaj privatne zadeve. Dal mi je neko, ne vem, vsi kot otroci sanjamo v nečem. Velika večina otrok ali pa saj fantov sanja o tem, da bi bili profesionalni športniki, naprimer nogometaši ali košarkaši ali karkoli. To so bile tudi moje sanje in sanje mnogih na tisočev vrstnikov. In zdaj po 56 letih, ja, hitro gre čas, lahko rečem le, da so se tiste otroške sanje ali pa najstniške sanje dejansko uresničile, da sem živel svoje sanje in jih na nek način še vedno živim. Poanta je pa v žogi v nogometu. Tako da, če pogledam nazaj, je res bilo vse fenomenalno in tako, kot sem si želel. Žoga je okrogla, sreča je opoteča, ampak bilo pa je kar nekaj res izjemnih dosežkov v tvoji karieri. Ne bomo pozabili tiste tekme, 3-0 je že bilo Evropsko prvenstvo 2000 in na koncu 3-3. Še jaz se spomnim kot otrok, pa me, bom iskreno rekla, nogomet seveda kot deklico ni tako zelo zanimal, ampak takrat smo bili vsi pred televizijskimi ekrani. Kako se ti spominjaš tega obdobja, te tekme? Pa ne samo te tekme, mogoče tistega obdobja, ko nihče v Sloveniji, ne športna javnost, pa če sem iskren, še mi sami nismo verjeli, da smo se sposobni ali pa da se je slovenska reprezentanca, nogometna reprezentanca sposobna uvrstiti na veliko tekmovanje. In potem so sledile tiste fenomenalne oziroma nepozabne zadeve, Pravljica v Kijevu, večerna, še sneg je bil, tako da smo lahko na nek način že novembra zaželeli celi Sloveniji srečen Božič, novo leto. Mislim, dejansko so bile to nepojemljive stvari, ne. Jaz sem imel pač ta privilegij, da sem bil zraven kot akter na igrišču in tega ne bi zamenjal za nič na svetu. Naprimer, smo se peljali iz Kijeva, ko je bil tam starejši ljubitelji nogometa, se bojo spomnili, igrali smo z Ukrajino, Ukrajina je bila velik favorit, imela v svojih vrstah Ševčenka, ki je bil več vreden kot mi vsi skupaj, pa še pol države, takrat sigurno med 3 igralci na svetu, ampak smo jih izločili in potem let v Slovenijo, ko je pilot rekel, da v bistvu, da je norija na Brniku, takrat je bil še Brnik, smo rekli, ne, to je seveda kakšna punca, prijatelj, starši čakajo. In potem ob enih ponoči, ko je avion v bistvu pristajal, gledaš ob enih ponoči, pa bilo je, mislim, da pol metra snega, vidiš samo, kako avtomobili v bistvu, vse je bilo v žarometih, ne. In potem, ko smo prileteli, dobro, da smo hitro prileteli, ker so bili ljudje že na pisti, nekaj tisoč ljudi ob enih zjutraj na Brniku. Se pravi, takrat smo se pa zavedali, da smo
da se je nekaj zgodilo. In potem posledično seveda priprave za evropsko prvenstvo, norija, prazne ulice ob naših tekmah, igrali smo tiste 3 tekme, nore tekme, ta, ki si jo omenila, res nora. Ampak, če vse skupaj povzamem, lahko rečem le, da sem imel srečo, privilegij, mogoče tudi kakšno sposobnost, da sem bil zraven, da sem to doživel kot akter na igrišču in to ostane za celo življenje. Še zdaj se ponavljajo zadeve, ker bili so mogoče drugačni časi. Se spomni, kdo greš na morje, ali pa greš v Mursko, ali pa Soboto, ali pa v Koper, pa pride nekdo, pa ti reče, joj, a se lahko slikava, nekaj bi vam pa rad povedal, ali pa bi ti rad povedal. Takrat smo pa 3 fantje šli v avto, v službi smo rekli, da smo bolani, karkoli, in v Charleroi oziroma Amsterdam. Pa kakšni so tudi svojega šefa srečali tam ali karkoli, ampak bilo je tako, bilo je prvinsko, bilo je naravno, bilo je, takrat smo bili res ponosni, da smo Slovenci. Ne samo mi na igrišču, vseh, 10-12 tisoč ljudi. Naprimer, ta tekma v Amsterdamu, proti Španiji, pa tista v Charleroi proti Jugoslaviji, Španija ima, 50-60 milijonov prebivalcev, Slovenija 2. Na areni Ajaxovi v Amsterdamu je bilo, mislim, da cirka 50 tisoč ljudi, Špancev 3 ali 4 tisoč, Slovencev pa 12 tisoč, se pravi. So se v bistvu vse možne logične zadeve podrle v pozitivni smeri. Še zdaj imam. Še zdaj grejo dlake po konci, tako da res, to, kar si prej vprašala, kaj ti je dala, kaj mi je dal nogomet, v bistvu vse to. Ponos, vzhičenost, vse te emocije, veselje. In še nekaj, če ti je hobi služba, oziroma ti je služba hobi, mislim, da je to tisto, kar je lahko največ dano v poslovnem smislu, v nekem smislu izpopolnjenosti, in ko se ti dogaja take stvari, kot so se nam, da res izpolniš tiste svoje otroške sanje, da si ponosen nase, na navijače, da so v bistvu ljudje okoli tebe, da je slovenska javnost ponosna, da se zgodi dejansko nekaj velikega, potem najdeš nek notranji mir, ki te ne more več premakniti tudi za 5 centimetrov, ne v neko negativno sfero. In dejansko je te občutke doživljati, je bil in je še vedno privilegij. Ko takole vzhičeno govoriš o reprezentanci takrat, me pa zanima, a tudi današnji časi pri tebi vzbujajo ta čustva, ko spremljaš slovensko reprezentanco. Euro 2024 je Slovenija imela, bom rekla, res za preblisk, mogoče celo kot mejnik po toliko in toliko letih spet, ne samo, da smo spet prišli na evropsko prvenstvo, ampak tudi dober rezultat smo dosegli in spet se je pokazalo, kako nogomet ostaja številka 1. Zdaj pa glede na to, kaj pa se zdaj dogaja v reprezentanci, da igramo recimo kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2026, a ti to vse še vedno spremljaš s takšnimi norimi občutki, s tako vzhičenostjo? Da, mogoče na malo drugačen način, ampak še vedno z neko vzhičenostjo. Enostavno, ko gledam tekmo na televiziji ali pa v živo na stadionu, je to skoraj, da igramo s temi fanti. Pa ne samo jaz, tudi moja generacija, kdorkoli. Pač si tako noter, po domače rečeno, da v bistvu sočustvuješ s fanti, da se zavedaš, kaj se dogaja na igrišču, da se zavedaš, kakšne so to in emocije in napori in kaj je bilo vse potrebno vsakemu fantu, reprezentantu narediti za to, da je tam, da je akter, da je gladiator pred, 10, 20, 50 tisoč ljudi, da nosi ta grb, da posluša himno, vsi skupaj, to je, mislim, da je največ, kar je lahko dano, ker tukaj nekemu športniku, tukaj profesionalizem oziroma denar ne igra več nobene vloge. Ker tudi, če se vrnem na našo generacijo nazaj, to so bili v bistvu neki povoji, neki začetki, ne samo športne nacije, ne samo športa oziroma nogometa na nekem nivoju, ampak dejansko naše države. In takrat smo bili res ponosni na to, da smo Slovenci, država je bila mlada in vsak športni uspeh tedaj, 20 let nazaj ali pa danes imamo izredno uspešne športnike, ne samo nogometaše, kolesarstvo, košarka, se vidimo, vsakodnevno nas dekleta in fantje bombardirajo z vrhunskimi rezultati in to je tisto, kar mislim, da Slovenijo dela veliko, čeprav
ni velika po obsegu, pa mogoče tudi ne po denarju ali po čemerkoli drugem, je pa velika po srcu in velika, kar se tiče športnih uspehov. In to je tisto, kjer se lahko identificiraš. In ja, če se vrnem k prvotnemu vprašanju, ko si na tekmi, ko gledaš te fante, kako se borijo, bil sem na Evropskem prvenstvu, tekma proti Srbiji v Münchnu, krasno vzdušje, super, in na nek način podoživljaš tiste stare čase, ko si bil ti zraven, navijaš za fante, za reprezentanco v teh novih časih, in je tak nek miks občutek, neka mešanica samih lepih občutkov, in to ti, po mojem mnenju, lahko da samo šport. Naša regija ima kar nekaj reprezentantov. Jure Balkovec, potem je tukaj Drkošič, potem je tudi Aljoša Matko, član reprezentance, da seveda o Benjaminu Šeško sploh ne govorimo. In zdaj se bova Benjamina dotaknila, kako si ti to poletje spremljal vso to štorijo, atraktivnost, vse to vezano na ta prestop iz Leipziga v Manchester United. Vso to limonado, bila je glih v idealnem času, ko smo bili, rečemo, ko se je čas dopustil, tako da je bila kar nadaljevanka, lahko rečemo, kaj ne rečem. Benjamin Šeško je unikum, dejansko je unikum, lahko smo, pa ne samo športna Slovenija, tako kot smo lahko ponosni na Luko Dončiča, na Pogačarja, na Rogliča, na mnoge športnike, da ne bom zdaj vse našteval, smo lahko ponosni tudi ali pa predvsem na Benjamina Šeška, ker mene imponira nekaj, kar je svojstveno oziroma kar je individualno dano ne vsem športnikom. On je pri teh relativno, ne relativno, on je še zelo mlad športnik, mislim, da je 22, še vedno, ne glede na ta nivo, kar se tiče športnih v bistvu potenciala, on je še vedno, najbolj frapantno v pozitivnem smislu pri njemu je to, da ima še vedno ogromen potencial, ne glede na to, da je že dokazana kvaliteta. Pustimo zdaj Man United, pa kaj se bo dogajalo, začetek sezone je karkoli, ampak on je pri 22 letih prišel na top nivo, v klub, ki je med 7, 8 v Evropi, tukaj lahko obok Unitedu štejemo še, ne vem, Real Madrid, Barcelona, Bayern, mogoče kakšen Chelsea, Liverpool in Juventus, potem se pa že neha. To sem hotel povedati. Mene imponira pri njemu to, da je še vedno tisti mladenič iz Radeč, mislim, da je iz Radeč. Iz Radeč je tako, ja. Da je iz Radeč, ki imponira svojo v bistvu skromnostjo, naravnostjo. Bil sem na nekaj tekem, ko sem videl, kako so seveda okoreli profesionalci, ker se to gre tudi z izkušnjami. Se podpišeš, se poslikaš, pozdraviš ljudi, narod in greš, ne. On je pa še vedno, ne da uživa v tem, ne samo da uživa v tem, to mu je nekako prirojeno in v bistvu pri vseh teh uspehih, to so res pritiski, pri vsem tem denarju, pri vseh teh cirkusih oziroma odzadaj se dogaja ogromno stvari, mislim, da je še vedno ostal tisti Benjamin, fant iz Radeč in mogoče to celo njegova največji potencial, največja kvaliteta, da bo, ker on je v zelo zgodnji fazi svoje kariere, da bo prav s to kvaliteto naravnega, poštenega, skromnega fanta v bistvu naredil še strašne stvari. Pa verjetno ima on s tem, ko govoriš o tej njegovi skromnosti, preprostosti, mladosti, talentu, zgled je zagotovo številnim mladim. Kaj pa meniš o tem, ker gre za rekordne zneske, za rekorden prestop v zgodovini Slovenije, kar se tiče slovenskega nogometa? 85 milijonov, tako. Kako bi to vplivalo po tvojem mnenju na pričakovanja ostalih igralcev? Mogoče, ne vem, iz vidika, kaj si mladi danes želijo, kako razmišljajo o svojih karierah, ker Benjamin je res mlad igralec še, ne morejo vsi priti do te stopnje, to je dejstvo. Prav tako ne bomo vsako leto spremljali nogometašev, ki bodo podpisovali pogodbe z rekordnimi zneski. Glej, Sabina, jaz se bom ustavil pri eni osnovni zadevi. V tem trenutku, ko se midva pogovarjava, po Sloveniji mogoče 5 ali 10 tisoč otrok trenira nogomet. To je mnogo ovir, mnogo razredov je do tega, da postaneš ne Benjamin Šeško.
In Mišeško je na vrhunskem nivoju, da postaneš prvoligaški igralec, naprimer. Se pravi, promil od promila v nogometu je najtežje uspeti, ker je enostavno najbolj množičen šport. In dejstvo je, da, tako kot sem rekel, mnogo fantov trenira in punc, uspe izjemno redkim, ampak po drugi strani je potem, ko ne rečem, norem svetu financ, ko se vsi podimo, vsi hočemo nekaj ujeti. Se mi zdi, da to življenje v zadnjih 5, 10, 15 letih poteka malo drugače, kot je mogoče ko smo bili mi še otroci ali pa mladeniči, da gre vse nekako prehitro, da je preveč vrednot postavljenih v smislu uspeha, denarja, nekega profila, da moraš biti nad ostalimi. Ne, jaz mislim, da naprimer, če se osebne izkušnje dotaknem, jaz sem treniral z nekaterimi fanti, ki jim ni uspelo, ne? Normalno, ker je, tako kot sem rekel, ta filter je izredno oster, ampak velika večina teh fantov, s katerimi smo pa igrali nogomet pri 12, 14, 16 letih, je pa ostala zdravih ljudi, uspešnih ljudi, nima veze, je to zdaj direktor banke ali je vulkanizer ali je zdravnik ali karkoli. Dobili so neke zdrave navade, neko spoštovanje, nek ekipni duh, spoštovanje avtoritet in tako naprej. Mislim, da je v športu in v nogometu prav ta poanta. Zdaj, Šeško ali zvezdniki, ki jih pozna cel svet, so lahko nek primer, da to je, kaj se lahko zgodi. Ampak po drugi strani se je potreba zavedati, da so to res tako izjemno redke stvari, da je potrebno najti notranji mir tudi v drugih stvareh v življenju. Ne more biti vsak Benjamin Šeško. In mislim, da je to ključna zadeva, poanta vsega in tukaj ima seveda ogromen vpliv in odgovornost je tukaj na sistemu, na trenerjih, na starših, na vzgoji, ker razočaranja v profesionalnem športu ali pa razočaranja sploh v življenju so lahko velike travme, tako da tukaj je važno, da otrok, mladenič, kasneje odrasel človek, sprejema šport kot nekaj lepega, igro od začetka, tako kot smo vsi. Če potem nekaj rata iz tega, je to samo pozitivno, če pa ne, je pa še milijon stvari v življenju, ki so lepe. In važno je, da si, po mojem mnenju, zrel človek, pošten človek in to je poanta športa. Zdajle si se ravno dotaknil te tematike, ki sem jo že imela tudi sama v mislih. Si funkcionar že vrsto let. Zdaj trenutno, pa se bova potem vrnila v to, kaj si počel v preteklosti, delaš ravno z mladimi oziroma na področju mladih na Nogometni zvezi Slovenije. Kakšna je zdaj tvoja vloga? Ker zdaj si se res osredotočil na to, kako se dela z mladimi, kam iti z mladimi, katere vrednote jih vodijo, kako ta sistem deluje in predvsem, kar se mi zdi ful pomembno, da si rekel, starši. Čigave so zdaj ambicije po uspehu? Otroške ali starševske? Ali celo trenerske? Ali celo selektorjeve? Kam gremo s tem? Kako ti nagledaš na to? Starševska vloga je, po mojem mnenju, najvažnejša. Ker v vseh teh letih, kot si rekla, funkcionarske vloge, po 10 letih igranja v tujini na najvišjem nivoju, so bile vse prve lige, pa prej bil sem 3 leta v Belgiji, 5 let v Švici, 2 leti v Avstriji, pa prej še 1 leto oziroma pol leta v Hajduku, v Splitu. To je bil le nek nivo in sem se odločil, da trener ne bom, ker biti trener je izredno velika odgovornost najprej. Po drugi strani je krasna zadeva, moraš biti pa non-stop so potovalke pripravljene, ker lahko se nekaj 2 meseca, redko kdo je, ne vem, kot so bili velika imena, Sir Alex Ferguson ali pa to, da so 20, 30, 25 let v enem klubu. Ampak jaz sem se predvsem odločil, pa to ni bilo iz neke iz nekih vtisov, da se ne bi šel. Ne, enostavno sem ocenil, da se ne bom ukvarjal, ker z mnogimi glavami, to pomeni, če si trener, imaš 20-25 fantov pod sabo, vprašanje nivoja, treniranja, vprašanje rednih izplačil, vprašanje vsega. Zato sem omenil tujino, ker sem imel srečo, dano mi je bilo to, da sem igral na urejenih nivojih, ker si razmišljal samo o treningu in o tekmi.
Sprav, to je bilo edino, kar si razmišljal, da si čim boljši. Vse ostalo je bilo urejeno. Nažalost, v slovenskem športu veliko stvari še ni urejenih, tako da vsak starš ve, o čem govorim, vsak trener ve, o čem govorim, vsak funkcionar ve, o čem govorim. In mislim, da je to tista ključna zadeva, da je ta vzgoja, no, da se nadovežem na prejšnjo vprašanje, kaj bojo starši, kako bojo vzgajali otroke, ne glede, da stvari v športu niso idealne, da bodo to še vedno, da bodo z glavo pri tem, da bodo otroci ali pa mladeniči, da bodo še vedno videli motiv, ambicijo in vse. In če se navežem tudi na to, zdaj na Nogometni zvezi Slovenije sem vodja delegacije pri mlajših selekcijah oziroma U16, to so 16-17 let stari fanti, ki so že zelo, zelo po domače rečeno nabriti, vejo vse. Danes otroci vedo vse. Tako da jim ne moreš na noben način jim ne moreš priti blizu, če nisi iskren. To je moje mnenje. Na katerem koli nivoju. Je to reprezentančen nivo ali je pa to, ne vem, nogometni klub Krka, 6-letniki. Z otrokom ali pa z mladeničem ali pa z športnikom enostavno moraš biti iskren. In ko to se čuti, potem je lahko nadgradnja v treningih, kaj ga boš naučil, kako se boste pogovarjali. Je pa res, da je veliko odvisno tudi od staršev. V svoji karieri funkcionarja, ne trenerja, sem srečal ogromno staršev in lahko le povem, da svojega otroka absolutno ni starša, ki bi tretiral svojega otroka 100% realno. Pa to ne mislim, imaš krasne starše, ki se zavedajo, ki je domet njihovega otroka, kakšen je potencial, naj se ukvarja s športom, vse v redu, verjetno ne bo kakšna profesionalna kariera ali karkoli, ampak nezdravo in hudo zna pa biti, če so starši nerealni, oziroma še huje, če starši, poznam mnogo znancev, ki so trenirali nogomet, predvsem so to očetje, čeprav tudi mamice znajo biti zelo, zelo, bom rekel, agresivne. Agresivne, strastne navijačice in hkrati še mame, ki skrbijo za svoje otroke. Ampak najtežje pa takrat, ko vidiš, da starš poskuša zdraviti neke svoje komplekse, bivše kariere, ki mogoče ni bila izpisana ali pa narejena ali pa udejanjena tako, kot si je želel, in potem to prenaša ta pritisk, v bistvu je to pritisk prenaša na otroka. Otroku 5, 6, 10, 12 let mu mora biti nogomet, košarka, rokomet, karkoli, mu mora biti igra, mu mora biti veselje. In če otrok čuti ta pritisk starša iz nekih, bom rekel, neizživetih sanj, potem bo sigurno s tem otrokom, ne da bo kaj narobe, ampak bo imel velike probleme. In lahko se zgodi tudi v najhujših primerih, da enostavno zasovražijo šport, zasovražijo igro, zasovražijo tisto, kar so imeli najraje in se obrnejo v neko drugo smer. In tukaj mislim, da je ogromno rezerve, predvsem na vseh nas, na funkcionarjih, trenerjih, starših, da to pot otroka spremljamo tako, kot bi morali, z ljubeznijo. Prej si se dotaknil iskrenosti, vezane na igralce, trenerje, ekipo, sodelovanje, starše. Daj mi kakšen konkreten primer. Kje meniš, da je te iskrenosti premalo, oziroma kje je ključnega pomena? Kje bi morali biti odnosi bolj iskreni? Ja, dobro vprašanje, težko vprašanje. V bistvu je že veliko pove sam sistem. Jaz sem, naprimer, veliko stvari se pojavlja že samo infrastrukturo. Če pride mamica na trening ali oče in lahko dejansko zaradi infrastrukture skoraj da del treninga, del trenažnega procesa, da je 5 metrov stran od gola, če je karikiram sinko vratar ali pa pač je na igrišču, in če začne ona vpiti na njega, kako se mora postavljati, kaj mora delati, tam je pa trener, ki je prvič usposobljen za to, izkušen za to, ima tudi verjetno določene sposobnosti, kako otroka usmeriti, potem smo tukaj že v problemu. Samo primer povem, v Švici pač, ko sem bil v Švici, sem se prav enkrat po treningu sem se ustavil, kako so res malčki, 5-6 let stari fantki, prestrašeni, so prišli v družbi mamice
in so se vrata odprla. Je bila pa res, da je bila infrastruktura, to so bili urejeni stadioni. Je prišel trener, mamica živijo, otrok je dal roko, pet gremo noter in mamici je rekel, vidimo se čez 2 ure, gospa, na tem mestu. Vse ostalo je bila, ne govorim zdaj o tekmah, prav je, da vsak starš pride pogledati tekmo, karkoli. Če je pa starš preveč vpet bom rekel, v ta trenažni proces, v druženje, konec koncev se to je druženje, to je igra teh malčkov, teh otrok. Oni morajo imeti svoje, to je tako kot vrtec, vse mame ne hodijo v vrtec gledati, kako se bojo otroci igrali, ne? Ali pustijo vzgojiteljcem, To je podobna zadeva, ne? In tukaj mislim, da ima sam sistem, sami klubi, da je odgovornost na nogometni strani predvsem. Starši morajo pa to sprejeti. Ne? Samo če gledamo infrastrukturo po Sloveniji, je to lažje govoriti, kot pa udejaniti. No, pa bodiva zdaj iskrena še o tej infrastrukturi, predvsem vezano na nogomet v naši regiji, pa tudi o kadru bova še rekla nekaj na to temo. Ja. Kdaj si nazadnje brcal žogo ali pa bil na novomeškem stadionu Portoval? Leto nazaj, ko sem bil še v nogometnem klubu Krka, oziroma malo več kot leto nazaj, ker sem bil 10-12 let sem bil v nogometnem klubu Krka. Kakšno leto nazaj. In kakšno se ti zdi stanje danes? Gledano na to, da je več kot desetletje minilo? Porazno. Iskreno, porazno. Pa ne zaradi tega, da tukaj niso zagotovljeni osnovni, recimo, da so neki osnovni pogoji tu, ampak mene predvsem moti to, da Novo mesto je vsem potrebnim spoštovanjem je občina, ki je med 2, 3, 4 v Sloveniji, po vseh variantah gospodarskih, denarnih, ne vem, tudi po športu, po množičnosti, karkoli. In se ne more primerjati z, ne vem, da bom kar nekaj rekel, da ne bom užalil Slovenjgradcem, sem spoštovanjem do Slovenjgradca. Ampak novomeška športna infrastruktura je v poraznem stanju. Zakaj? Zaradi tega, ker pa tukaj bomo šla še na nogomet, mogoče čez sekundo ali 2. Jaz imam izredno rad košarko, imam prijatelje med novomeškimi košarkarji, tudi vodstvo. Danes sem srečal Jagodnika, ki je dolgoletni reprezentant, zdaj mislim, da ima šolo za košarkašice. Tako, žensko košarko. In se pogovarjajo, fantje se pogovarjamo med sabo. In zame je frapantno to, da je v Novem mestu pred 15, 12, 20 leti igral Makabi, mislim, da Barcelona, top klubi v Evropi so igrali in še vedno je, takrat so igrali v, kako smo temu reči, srednješolski telovadnici. Tako, ja. Okay. Še danes pa je to isto. Pa pustimo nogomet. Novomeški tradicionalni najmočnejši šport to je dejstvo in nek način je prav, da je tako, je košarka sigurno, kolesarstvo tudi. Ampak gledam malo širše, tukaj je še rokomet, odbojka, ker se vsi trudijo, da bi imeli vsaj osnovne pogoje. Ne? Igraš, mislim, da je zdaj ABA liga, ne? Igraš v telovadnici. Še vedno. Nogomet se igra pod, se to je že malo smešno, ne? Jaz sem bil 10-12 let v klubu, napel sem vse možne veze, poznanstva, ki jih imam, pa jih imam nekaj, da bi se ta res sramota, ki je na nek način še vedno sramota, se to je bilo že vprašanje, ne vem, mislim, da je bil rimski kolosej ni veliko starejši od tistih ruševin, ki so bile, ker to so bile dejansko ruševine. In kaj se je zgodilo? Igrišče je v poraznem stanju, tribuna se je zgradila, zdaj pa se pogovarjamo resno o tribuni. To je nadstrešek dejanskega stanja na ruševinah, ki so bile. In malo se je popravilo, malo se je prebarvalo vse skupaj, postavili so se novi sedeži in zgradil se je nadstrešek, ki, kakor vem, že zdaj pušča. Ampak sej ne gre se za to, da bi šport ali pa športniki zahtevali to pogoje, tako kot so, ne vem, na Švedskem, v Angliji, ne vem. Največjih klubih na svetu, recimo tako. Gre se za osnove, ne. In tukaj se vidi ta mačehovski odnos. Seveda, verjetno je bil projekt stadion odkljukan, ne? Ampak ta stadion ni stadion. Ta stadion, če se gre v prvo ligo, nekoč bili smo že v prvi ligi, ne bo šlo skozi. Ker enostavno to je. In zdaj se poraja logično vprašanje, ne.
Se pravi, vsi ekipni športi, ki so dvoranski, so še vedno v telovadnici. Vsi zunanji športi, vključno z atletiko, nogomet, atletika, konec koncev rekreativci so na tej portugalski sramoti, ker po mojem mnenju Novo mesto, če bi imelo interes zgraditi stadion, tribuno, bi naredili stadion, tribuno. Ne, da bi se kregali, bo 500 sedežev ali 380. Ne. Se ni potrebno, da so to stožice, da je to 15 tisoč. Ne bo 3-4 tisoč, neka kapaciteta, nek objekt, ki bo vabljiv, ki bo lep. In to mislim, da je smiselno. In to je, po mojem mnenju, kdorkoli odloča v Novem mestu o tem, je dolžan to novomeškemu športu, predvsem pa, da se pa spet vrne na tisti, ki bodo imeli največ od tega. To so pa mladi otroci. Evo, takoj sem dobila vprašanje, kaj je ključnega pomena, ko zdaj govoriva tako o infrastrukturi, kot seveda podpori gospodarstva, občine in hkrati potem tukaj delu z mladimi. Če recimo te tako vprašam, ali imamo lahko v Novem mestu, ali pa bom rekla kar širša regija, čeprav v Krškem stadion Matije Gubca oziroma tam, kjer igrajo Krčani, je v redu, ne? Ampak, če gledava na splošno, kaj mora biti najprej? A mora biti najprej dobra infrastruktura, zato da bodo sploh si želeli trenirati mladi, pa da bodo sploh pogoji izpolnjeni, ali mora biti najprej ljudje, ki bodo sploh furali, po domače povedano, nek klub, da bo ta klub sploh imel neke ambicije, vizijo, in ali mora biti najprej sponzor. Ker to je vse prepleteno. Vem, to je trikotnik, iz katerega se ne da izstopati, pa vendar po drugi strani, če bi zdaj rekla, a je razlog, da je novomeški nogomet v takšnem stanju, kot je, zaradi Portovala, verjetno bova rekla, ni temu tako. In na drugi strani, če bi mi rekli, ok, zdaj pa gremo z vidika gospodarstva gledano ali pa podpore občine v gradnjo nogometne infrastrukture, ki si jo kraj zasluži in več tisoč sedežev, ali bo ta stadion res upravičil svoj namen, se pravi spet ta preplet. Kje misliš, da je zdaj najbolj pomembna stvar? Kje bi se ti mogoče najprej stvari lotil? V ljudeh. V ljudeh. Kaj lahko? Infrastruktura je infrastruktura. Ne vem, ta zid je možno spremeniti, ali pa tribuno na stadionu, ali pa zgraditi novo dvorano. To je odločitev. Ampak to je odločitev ljudi. To je ambicija ljudi. Se pravi, smo pri prvem faktorju, ki je najbolj pomemben. Ljudje in njihova ambicioznost. Če gremo direktno na nogomet v Novem mestu. In ljudi, ki odločajo. In ljudi, ki odločajo. Jaz dejansko ne bi rad o imeni govoril, ampak bil sem kar 10-12 let. Nekaj svojega življenja sem posvetil novomeškemu nogometu. V vlogi športnega direktorja. Tisti, ki slučajno ne vedo. In se je bilo zanimivo v bistvu. To je bilo že, kako bom rekel, kar 12-13, če ne 15 let nazaj. Se je zgodil, ljubezen me je pripeljala v Novo mesto, to mislim, da vedo skoraj vsi. In sem še vedno med Ljubljano in Novim mestom. V bistvu Novo mesto je moj drugi dom. Izredno rad imam in to mesto, in to pokrajino, in res, Dolenjska je čudo, če lahko tako rečem. In ko so me fantje nekateri, ko so videli, da sem prisoten, sem šel kdaj odlaufati kakšne kroge ali pa tenis igrati na loko, so me povabili. In sem rekel, jaz sem pa tak človek, če se pa gremo nekaj, se pojmo pa resno in napolno. In ambiciozno. In ambiciozno. Ne glede na to, ali bomo igrali pikado, ali bomo šli na tenis, bom probal zmagati. Vse bom naredil, da bom zmagal, seveda na fair način, ampak če se gremo resno. Takrat je bil klub, lahko rečem, v ne najboljši kondiciji. Člani so igrali dokaj rekreativno, mislim, da je bila, bila je 3. liga nekje tam od spodaj in smo se lotili zadeve resno. Mladinski pogon je bil dokaj vprašljiv tudi takrat, ni bilo vse črno daleč od tega, je bil pa vedno pritok teh mladih fantov, otrok je bil pa velik. Zanimanje je bilo veliko, ja. Tako kot je danes, tako kot je bilo 10 let nazaj, tako kot je bilo mogoče 30 let nazaj. In ja, v relativno kratkem času smo naredili, bom rekel, smo kar postavili ene smernice,
tudi rezultatsko smo bili uspešni, smo šli v 3 letih v prvo ligo. Govoriva o obdobju 2009, se mi zdi, da si prišel, in 2013-2014 je bila prva liga. O sebi, govorim, kaj smo skupaj naredili. Takrat je bila še je bila še drugačna uprava. Smo šli v prvo ligo v 3 letih, kar je bilo super, še vedno na teh ruševinah, oziroma zdaj je nadstrežek na ruševinah. In najbolj ponosen, mogoče sem bil, pa sem na to, da smo ne člansko moštvo spravili v prvo ligo, ampak da smo vse mladinske selekcije, ki jih je ogromno, od U7, od 6-letnikov pa do mladincev, 19-letnikov, vse smo spravili v najvišji rang tekmovanja, se pravi, vsi ti mladi fantje so igrali z Celjem, z Gorico, z Olimpijo, z Mariborom, se pravi, to je idealen nek napredek oziroma neka idealna piramida, kjer lahko potem polniš člansko moštvo, vemo, denarja ni nikoli preveč, oziroma ga ni, je treba ustvarjati svoje fante. Tako da na tisto delo, tistih 7-8 let sem dejansko ponosen, ker smo nekaj naredili. Potem sem šel na Olimpijo, prišla ponudba Olimpije, pač sem se zahvalil, sem šel na Olimpijo, mi ni bilo 2 leti, ali 2 leti pa pol. Ti imaš podatke. 2013 si bil na kratko pri Olimpiji in na to znova v NK Krko od 2017. No, okay. Če gre verjeti internetu, verjetno je prav. Ja, je tako. Vmes je izpadlo, ko sem bil še na Olimpiji, oziroma nisem je zdajšnje vodstvo pač je izpadlo iz prve lige, nič narobe, to je šport. Pač se zgodi. Ja, ampak, lahko še kasneje, nihče ni odgovarjal, seveda, smo spet pri ambicijah ljudi. Tako da v novejšem času, v teh 6-7 letih sem bil pa zdaj, mislim, da ne, 2017 je prav do 2014, recimo 6-7 let, Smo pa spet nekako konsolidirali tim, borili se za najvišja mesta, tako da Krka je bila, tukaj so bili vmes, mislim, da je bilo tudi obdobje spet, ko ste bili zelo blizu temu, prvi ligi, ne? Bili smo 5 minut oddaljeni od prve lige proti Kopru, pa smo bili zelo blizu. Ampak zdaj pa, da se vrnemo na tisto, o čemer sva rekla, kje jaz vidim problem, oziroma na ljudi sva prišla, tako. Mi smo šli s to infrastrukturo, smo šli v prvo ligo. Ampak je bilo ambiciozno vodstvo, ambiciozni trenerji, fantje. In zdaj pa res ne bi v imenih, ampak če imaš ti v klubu, govorim pa, ne bom govoril o rokometu, odbojki, košarki, ker ne poznam, samo če imaš ti v klubu, da bom karikiral predsednika, ki pride in je prvi sestanek pred pripravami oziroma pred začetkom prvenstva, predvečer prvenstva, fantje nabrušeni, natrenirani, vse in pride in imamo sestanek, pa reče, fantje, vse v redu, kakšno boste zgubili, kakšno boste zmagali, samo da ne bo kaj narobe, želim vam srečno sezono. Ne gleda pa ne jest. Trenerji, fantje se gledajo med sabo, tako da moraš imeti še en sestanek po tem, da jih dvigneš, da jih po domače rečeno dvigneš, da jih napališ. Tako. Fantje hoče slišati, tudi če ni to čista resnica. Fantje, gremo, jutri je tekma, sestavili smo super ekipo, plan je, da bomo zmagali vsak ni nam dokaže, da je boljši na igrišču, noben je boljši od nas, gremo. In to je po moje tisto, kar mora biti. Pridemo do človeškega faktorja. Ne? In to so realne zadeve, ki so odvisne od ljudi in nikogar drugega. Ne vem, pa to je dosti zadev je tudi. Ne vem, se pravi, če te lahko prekinem, tudi če je trener lahko še tako dober, ali tudi če je tudi športni direktor v klubu dober, ambiciozen, govorim o tem, ali pa da se spozna na svoj posel, da bova tako rekla, ni to dovolj. Ni. Ker še vedno so tukaj neki drugi ljudje, ki ta klub vodijo, ki ga v lokalnem okolju predstavljajo. To so ključni ljudje. Ali pa ne samo v lokalnem, to so ključni ljudje. To je vodstvo kluba. Nič slabega v nekih drugih. To ni nič osebnega. Absolutno ni nič osebnega. Ampak mi smo športniki, mi smo navajeni zmagovati, tudi zgubljati, ampak imamo ambicije. Se pravi, ali je to Real Madrid, ali je to Ivančna Gorica, ali je to Olimpija, ali je to nogometni klub Krka. Vodstvo klubov postavijo ambicije, postavijo cilje, vizije in njihova odgovornost in delo je v tem, da skladno s cilji postavijo tudi proračun. Brez denarja se ne da, ne? Se pravi, vse to mora biti pa na neki realni osnovi. In zdaj pridemo do tega, da ne vem, recimo
tukaj v tem delu Slovenije je ogromno stvari odvisno od Krke, od tovarne zdravil Krka, ki je, lahko rečem, božji dar vsem športnim kolektivom, celi regiji. Je tako, je božji dar. In če ta Krka, tovarna zdravil, naprimer, da nogometu 10 enot, da ne bomo v številkah, da 10 enot, potem je logično, po mojem mnenju, nujno, da to vodstvo kluba s temi 10 enotami, ki so dobršen del proračuna, si postavi cilje. Ok, super, tole imamo, gremo še stopničko višje, da bojo naše ambicije te in te, samo zato rabimo še 3 ali pa 5 enot. Je tako? In ja, to je pa treba jati v boj, v osnovo, da se v bistvu, da se to zgodi. Ampak če pa tukaj ni ambicij, če ni tega, potem je pač to brezsmiselno. In še nekaj smo pri človeških faktorjih. Če je, zdaj spet ne bi v imenih, če je, ne vem, sekretar kluba, ki je v končni fazi igral nogomet na rekreativnem nivoju, in se mora on pogovarjati, tako vlogo ima v klubu, da se on pogovarja v navezi z športnim direktorjem, pa še z ostalimi, z fanti, ki so že, zdaj nima veze, so fanti stari 19 let ali pa 35, že zdaj so 5 ali 6 nadstropji višji, ker od nivoja, v katerem je on igral, zdaj po domače rečeno, ne vem, za sendvič in za sok. Kako bo, on ima neizkušenj, neznanja, ne pedigreja, da se s temi fanti pogovarja. In danes otroci oziroma profesionalci, to so profesionalci, mora se vedeti, kje spi, kako bo treniral, mora imeti osnovne pogoje zagotovljene. Kako bo igralec verjel nekomu, oziroma nista prava sogovornika. Pač, to je še milijon stvari, ki še enkrat ne bi v imenih, ampak vsak se lahko prepozna. Jaz sem odkrit človek, jaz govorim odkrito, kjer vidim potencial, da bi se lahko napredovalo. To je to. Prestopni rok v vsakem športu, v košarki, v nogometu, v rokometu, to so ključne zadeve. Mesec pa pol po zimi in poleti. Ja, če si ti športni direktor, ti moraš biti, to je 24 ur na dan telefonov, agentje, igralci odhajajo, prihajajo, menedžerji, starši, babice, če karikiramo malo. Ti moraš biti takrat prisoten. Pa se zgodi, da je nekdo na morju en mesec in to ureja po telefonu. In imaš pa trenerje na vseh nivojih kluba, od mladincev do kadetov, do starejših dečkov in karkoli, ki si želijo to, pa ne dobijo sogovornikov. Skratka, skupni imenovalec tega je, da je to hermetično zaprta zgodba, nekdo nekomu odgovarja, nekdo ne, so v bistvu samozadostni, skupni imenovalec je pa ta. Nekdo je tam, ker mora biti, ker je na to postavljen, pa mogoče mu najbolj ne diši, pa tudi ni pravi za to. Drugi je pa tu zaradi, recimo temu, lastnih interesov. Ampak še vedno nič narobe. Saj bodi ambiciozen, daj fantom nekaj, dajmo nekaj narediti. In potem se vse to spreminja v neko, kako bi rekel, samo da ne bo nič, samo da se ne bo nič ekstremnega zgodilo, ne gor, ne dol. In to je pa osnova je po športu, če greva midva igrati tenis, pikado ali pa kartat, je, da boš ti premagala mene ali pa jaz tebe. Na normalen način, to je tekmovanje, na najlepši možen način. Pa bilo je še, dotaknil sem se Krke, božji dar, res božji dar. Ampak po drugi strani tudi potuha vodstvu kluba ali pa vodstvom kluba, da ne naredijo nekaj več zaradi lastnih ambicij. Pa imajo tam je, naprimer, pogovarjamo se o Krki, največji firmi v Sloveniji. Predsednik uprave je Jože Colarič, jaz ga izredno spoštujem, lahko rečem, da imava zelo korekten odnos. O njemu je brezpredmetno govoriti. On je pač vrhunski menedžer, vrhunski predsednik uprave največje firme v Sloveniji, se pravi, konec je vse povedal. Ampak zraven je tudi sogovornik, njega zanima vse, z njim se lahko pogovarjaš o vsem. Ampak če te je pa strah, pa če misliš, ne, zdaj pa to, jaz sem dal, govorim iz srca, govorim tako, kaj je, ker vem, kje je problem. Zakaj ne bi šli do predsednika, pa
pa mu postavili naše cilje, predstavili, kaj se lahko zgodi? Nič, ne. Kaj bo pa, mogoče še ni čas. Kdaj bo? Po zimi, ko bo pol prvenstva. Kaj bo pa rekel? Verjetno nas ne bo postrelil pa pojedel, verjetno se bo pogovarjal z nami, ne. In je prišlo do tega, da sem bil jaz nekajkrat sam tam, moram reči, da me je vedno sprejel, vedno je bil to odprt, krasen pogovor, uro pa pogovarjali so se vsem in sem prišel do tega, da je bolje, da sem šel sam k njemu, ker je bil odprt pogovor, ker te ljudje, jaz poznam kar nekaj ljudi, ki so na položajih, imajo moč, ampak vsak od teh ljudi ceni nekaj, kar je osnova. To je pa neka direktnost, hrbtenica, neka samozavest, če hočete iskren pogled, iskreno rokovanje in da predstaviš tisto, zaradi česar si prišel z neko energijo, da v to verjameš. In se da vsem pogovarjati. In nekajkrat sem šel iz teh pogovorjev najinih ven, kot je bilo bolje za nogometni klub Krka. Ampak razumem neko podrejenost, ne, nekaterih ljudi. Ne razumem pa strahu. Kaj se nič narobe ne delamo. In zdaj sem omenil par primerov, ko bi lahko, ker smo šli pa skupaj, ne, je bilo pa to, v bistvu je bil to bolj dvogovor, ne, dialog. Ali pa saj v redu, koliko ste rekel, pa to. Pa pogovarja se z njim, normalen človek je super, pogovor je lahko, dajmo, saj več kot ne moreš. Ne more. In jaz lahko povem samo krasne izkušnje, res, ampak če te pa strah, pa da nisi ambiciozen, potem pa vse to na nek način pustiš. Pa zdaj smo se srečali, 2-3 tedne nazaj je bila Krkin kulturni večer, spila cvička, ne vem, kozarec cvička, so se pogovarjali o vseh zadevah, ker ga zanima. Seveda. Zanima ga in šport, in posel. Pa še nekaj, te ljudje bijejo bitke, kot jih mi bijemo, na igrišču bijejo vsakodnevno frapantne bitke, poslovne in so navajeni tega. Se pravi, zdaj sem nekaj stvari naštel, ki so lahko velik potencial, ampak morajo biti izkoriščene na drugačen način. Potem je mogoče zelena luč, kar se tiče višjih nivojev nogometa v Novem mestu, ki si bi ga dejansko zaslužil. Ne? Ker moramo se nekaj zavedati, od Ljubljane pa do Zagreba ni prvoligaša. So spoštovanje do Krškega, so spoštovanje do vseh okoljih, ampak dogajajo se zadeve, ki niso normalne, niso življenjske, da talentirani fantje iz Bele krajine, iz Posavja, razumem, da grejo v Olimpijo, da grejo v Celje, da grejo, ne vem, v Maribor, ne razumem pa, da grejo v Brinje Grosuplje. Se pravi, izberejo pred Krko, izberejo Brinje Grosuplje. Pa imam prijatelje v Brinje Grosuplje, delajo vrhunsko. Kapo dol za vse, kar so naredili do zdaj, so v istem rangu tekmovanja. Ne? Ampak to so tiste zadeve, kjer človeški faktor odloča in seveda, če si pa samozadosten, če ne spustiš nobenega zraven, ki bi pomagal, je pa to, bom rekel, interesi delajo čuda, ampak tako je. Pogovarjam se odprto in si me vprašala, si me odkrito in zdaj se ni problem s Sašo ali pa Jože ali pa ne vem kdo, ampak se je ponarodila slovenska misel je lečevlje sodi naj kopitar. Je tako? To je res. Se pravi, pusti tistim, ki, jaz tudi naprimer ne znam prodajati televizorjev. Se pravi, če bo mene kdo sprašal, da mu pomagam, nekdo, ki je vrhunski v tej zadevi, me ne bo, mu bom jaz lahko samo odmagal, oziroma bom povedal, ker pojma nimam o nekaterih zadevah. Ne. Pusti človeka, ki zna prodajati televizor, ki ve, zakaj se gre, ve znamke, kakšen posel je kam, zdaj sem malo zabredla, ampak hočem dati primer, da lečevlje sodi naj kopitar in tega ni v novomeškem nogometu. Pa če greva zdaj na regijsko še, zato ker vendarle, Bela krajina je v 3. ligi, potem je tukaj Krško, ki igra v 2. ligi tako kot Krka, sam si že omenil, nimamo prvoligaša, imamo pa recimo, bom zdaj šla tako, prej si sam omenil tudi košarko, jaz bom pa zdaj rekla še rokomet, ima pa ogromno prvoligašev.
ravno v tem delu, južno od Ljubljane do Brežic. Kaj je v bistvu, a je to v redu ali ni v redu? A smo tukaj regije med sabo, Posavje posebej, Dolenjska posebej, Bela krajina posebej, a je tukaj spet odločitev samo zaradi ljudi, ker pač oni bi radi malo po svoje, v Novem mestu bi spet radi malo po svoje. Zakaj regija, kot je Dolenjska, po tvojem mnenju, pa naj bo to čim krajši odgovor, torej nima prvoligaša? Ker ima pa ogromno fantov, ki so začenjali svojo pot ravno v teh klubih, ki so zdaj na nivoju prve lige ali celo reprezentance. Šiško, Balkovec, Drkošič, pa lahko jih naštejemo še Matko, tako. Ti fanti so bili vsi tukaj nekaj v bližini, pa še ogromno je. V Beli krajini zdaj je ogromno talentov, v Krškem, v Posavju, v Novem mestu imaš ogromno talentov. Pomanjkanje, rekla si kratek odgovor, pomanjkanje vizije in ko nekoč, ko se pa ta vizija in piramida postavi, pa tisto, kar je čim manj tega, kar je slovenska, mogoče velika vrlina na sosedu, da ne bo šla v detajle. Se pravi, vsi bi morali delati na neki zdravi viziji. Realno, da imamo v Beli krajini, Dolenjski, Posavju, da imamo enega prvoligaša, dva si težko privoščiš. Enega prvoligaša, za katerega bodo brez fige v žepu pomagali in delali vsi, imaš stabilna dva drugoligaša in ostala na nižjih nivojih. Ampak to se da vse narediti brez fige v žepu. Če je pa figa v žepu, oziroma da vsak vleče na svojo stran, je pa težko. Zdaj te bom vprašala še par takšnih stvari, ki so mogoče malce bolj ljubiteljsko ali pa na takšen način, da sprostiva tale naš del, ker verjamem. Ker ugrela sem se kaj takega. Verjamem. Tudi vem, ker je nogomet le šport številka 1 in je zanimanje veliko in verjamem, da to epizodo, že zato, ker si ti danes naš gost, gledajo številni tako ljubitelji nogometnega kluba Krka, kot tisti, ki, bom rekla, po eni strani sigurno marsikomu tudi nisi všeč, se kdo pa je komu všeč, mislim, nikoli nismo vsem všeč, ne? In jih zanima, kaj boš povedal. Narobe bi bilo, ne? A bi ti recimo, če zdaj te vprašam potem, kaj bi rekel nogometašem, mladim, ki odraščajo v tem svetu zdaj? Slišijo, vidijo, kakšne so razmere, rivalstvo med klubi, odhajanje v tujini ne dobijo dovolj priložnosti, se spet vrnejo nazaj domov, po drugi strani so v domačem klubu, pa spet mogoče niso zadovoljni z minutažo oziroma s tem, da ne začnejo v prvi 11-terici. Kaj bi tem mladim fantom dejal? Kako se splača vztrajati? Kaj naj naredijo? Naj najamejo dobre agente? Ne vem. Evo, že eno besedo si omenila v tem govoru, ki si ga imela, oziroma v vprašanju. Vztrajnost. Jaz, če govorim iz lastnih izkušenj, sem imel v karieri vsak fant, vsak profesionalc, vsak človek, v bistvu športnik, ima v karieri, ne glede do kam seže in kako se to vse skupaj konča, ima po mojem mnenju 5 ali 6 prelomnih trenutkov. In v teh prelomnih trenutkih, ki niso vedno najlepši, ki so lahko tudi izredno težki, je ključna vztrajnost in neka vera vase. Ne na način narcisoidnosti ali jaz sem najboljši ali karkoli, ampak da enostavno verjameš vase, v svoje sposobnosti in se ne pustiš, tudi ko pridejo slabi momenti, da v bistvu, da se vedno pobereš. Ni problem pasti. Problem se je, oziroma poanta je, vedno se pobrati. In zdaj, če gledam lastno pot, je bilo kar nekaj prelomnic, ki se lahko obrnejo na gor ali pa na dol. Sem v srečo, moram potrkati, da se vseh teh prelomnicah se je nekako obrnilo na bolje. Ampak stabilnost, vztrajnost, vera vase in takrat, ko si pa mogoče še to, te pa mogoče že malo karakterne zadeve, pa tudi vzgoje mogoče, ko si na vrhu, bodi normalen. Ne podcenjevati nikogar, ker pridejo časi, ko si na dnu in takrat tudi ne biti, ne vem, na dnu, zdaj pa konec sveta ne. Bodi
vse je to del nekih ciklov v življenju, v športu in ko si gor, bodi normalen, bodi spoštljiv, ko si dol, probaj priti spet nazaj, ampak ni konec sveta, bodi podoben kot si. In to lahko združimo res v 2-3 besede. Vztrajnost, vera vase in ja, tudi na nek način ne samo vzgoja, ampak no ja, vztrajnost še enkrat, vztrajnost. Moraš pa seveda nekaj imeti, ne. Brez nič ni nič, ne. Vsekakor. In v teh amplitudah življenja in športa je toliko teh majhnih faktorjev, tudi sreča je na primer izredno velik faktor, ne. Samo jaz ne verjamem v srečo, da pride kar sama. Srečo si potrebno spet zaslužiti, to je po moje vztrajnost, potrebno je priklicati. In to ne zmore vsak. Zdaj ti dam pa še 2-3 vprašanja, kjer mi daj res kratke odgovore, takole na prvo žogo bova rekla. Sem predolg, ne? Ne, določene stvari zelo dobro, da si ljudje tudi, bom rekla, malce tisti mogoče, ker ne vejo čisto vseh podrobnosti, da si lahko ustvarijo boljšo sliko, po drugi strani pa mislim, da imaš res to kilometrine v vseh teh funkcionarskih vodah, ne trenerskih, da lahko res to poveš. Tukaj pa me zanima, če bi imel možnost en dan preživeti na igrišču z eno nogometno legendo, preteklosti ali sedanjosti, kdo bi to bil in zakaj? Zdaj si me pa našla. Na prvo žogo nekaj mi jih je takoj prišlo v... Kar povej. Mogoče. Diego Armando Maradona. Zakaj? Zato, ker je bilo njegovo življenje, prav o tem smo se pogovarjala, polno vzponov, padcev, vsega, od droge do vsega, ampak je bil ta pristen talent, pa verjetno tudi vztrajnost, on je bil res... Saj smo starejši ljubitelji nogometa, poznajo tiste božje roke pa vse skupaj, ampak dejansko je igral nogomet na drugačen način. In to včasih, ko je bilo izredno težko, zdaj so igralci zaščiteni, on je pa igral, zdaj če pretiravam, skoraj sam proti vsem. In to je bila pa neverjetna zmes talenta in neverjetnih tehničnih sposobnosti. Tako da če bi šel za pol ure na igrišče, bi rad Maradona gledal. Odlično. Ali bi celo igral še z njim, ne? Druga stvar, če ne bi bil nogometaš, pa vem, da rad igraš tenis, pa zdaj nam rekla, a bi bil teniški igralec, ampak v katerem poklicu ali na življenjski poti bi se najbolj rad videl, oziroma kaj si imel kdaj kot plan B, če ti ne uspe? Športno, poslovno, življenjsko? Karkoli. Karkoli. Če je več različnih, pa povej več različnih. Šport. Sej sem kot mlad sem treniral, ne vem, tudi košarko sem bil premajhen, imeli smo enega učitelja telovadbe, ki vse, ne glede na to, so bili talentirani za pikado, rokomet, nogomet, vsi v košarko. Trenirali smo vse, takrat so bili drugačni časi. Plezali smo, skrivali smo se, pred bloki smo igrali nogomet, potem tisti, ki so bili malo boljši pred blokom, smo šli na trening. Tenis je moja ljubezen, res. Nažalost sem se ga lotil napačno, tako kot vsi nogometaši. To so take, bom rekel, čustvene epizode med temi bivšimi igralci, ker vsak, ali pa skoraj vsak nogometaš ima določen smisel za žogo, ne. Ampak vsi smo pa delali napako, ker nogomet je prirojen od samih začetkov, če si bil v šoli, se pravi, si dal vse te osnove skozi, ne. Pri tenisu smo pa vsi začeli, ne vem, pri 35, 33, 37, ko se konča kariera, ko na nek način tudi padeš v eno luknjo in ne veš, kaj bi s časom, tukaj mnogi imajo probleme, jaz sem jih imel tudi, ampak in moraš zapolniti dan nekje. Ni zdaj to poanta, da igraš tenis, meni je bil v določenem momentu highlight dneva, da igram Srečom Katancem tenis, ne. To ni v redu, moraš tudi nekaj, ampak tenis dejansko ljubezen, je pa to, kar sem omenil, vsi nogometaši ga radi igrajo, dobro ga igrajo, ampak nisem še srečal nogometaša bivšega, pa so razni nivoji, ki bi se tenisa lotil na način, kot smo se nogometa. Pa veš zakaj? Samo zaradi enega razloga, ker smo preveliki tekmovalci. Se pravi, piljenje tehnike je eno, druga zadeva je, ko pa pride, ko igraš, ne vem, s prijateljem ali pa z, ne vem, poslovnim partnerjem ali pa z nekim drugim nogometašem, boš pa za točko, dobljeno točko, za zmago, boš naredil vse. In tukaj enostavno izzveni tehnična podoba. Tako da vsi laufamo, vsi se borimo
vsi imamo radi tenis, ampak kako pa izgleda, je pa druga stvar. Okay. Še eno vprašanje vezano na nogomet, potem pa zaključiva v čisto sproščenem stilu, ker sva to, bom rekla, malo bolj ženske tematike lahko prihranila tudi za konec. Daj mi odgovor kratko, čim bolj na kratko, ker veliko stvari se lahko še spremeni. Slovenska reprezentanca, kvalifikacije svetovno prvenstvo 2026. Tvoje mnenje, kakšno imamo skupino, kam bomo prišli, kakšne dosežki bodo s to reprezentanco, ki jo imamo, in glede na to, v kakšni skupini igramo. Najprej iskrene čestitke štabu, igralcem, vsem, ki so bili na tem evropskem prvenstvu, ker je Slovenija res pokazala lansko leto, zdaj že leto pa pol, se je prikazala v krasni luči. Kar se pa tiče skupine za to novo evropsko prvenstvo, smo pa Švedsko, Svetovno, kvalifikacije. Smo pa Švedsko, Švico in Kosovem. Ne najlažja skupina. Zakaj? Po mojem mnenju zaradi tega, ker to niso ekstremno atraktivne reprezentance tipa Anglije, Francije, Nemčije, ker si že v štartu nekako, oni so pa določen nivo boljši. To so reprezentance, ki mogoče na nekih stavnicah ali pa med športno javnostjo ne kotirajo najvišje, so pa izredno kvalitetne. Švedska, Švica v zadnjih letih. Naprimer, Švedska ima 2 napadalca, ki sta Izak in Gerkeš. To so igralci, ki igrajo v najboljših klubih na svetu. Švica je tako ali tako, ne veš, je Švica ali pol Kosovo ali bivša Jugoslavija ali karkoli. Se pravi, so združili to svojo, 5 let sem bil v Švici, to svojo, jih poznam. V bistvu pridnost, natančnost, delavnost so združili z balkanskim, mediteranskim talentom, ker vemo, da imajo ogromno priseljencev, tako da izredno kvalitetna reprezentanca. Kosovo pa nikoli ne veš, ko greš v Kosovo, sigurno ne bo lahko. Tako da ni najlažja skupina, sem pa prepričan, da je slovenska reprezentanca v zadnjih 2-3 letih spet postavila nek standard, nek kult reprezentance, ki mogoče še ni bil od naših časov, se je zdaj spet postavil, tako da ljudi zanima, smo kvalitetni, prestop Šeška to potrjuje, pa ne samo njega. Tudi ostali fantje so zelo kvalitetni, tako da pričakujem absolutno boj za prvo mesto. Mislim, da drugi gre v kvalifikacije, tako da Slovenija je vedno zraven. No, in zate je pa zdaj obdobje, ko je zelo živahno tudi v zasebnem življenju, in bova s tem tudi počasi zaključila najin pogovor. Vem, da ženske tudi rade spremljamo nogomet, da to sploh ni problem, navija za Slovenijo, navija za naše fante. Prej sva tudi strastne navijačice mame omenila, vem, da jih je kar veliko, ki vse to spremljajo, ampak kot sem te napovedala že na začetku, Dolenjska ti je blizu, sam si tudi omenil, in september je zate poseben mesec. Če je bil zadnji dan, se mi zdi, leta 2023 romantična poroka sredi Ljubljane. Zaroka, se upravičujem, je bila zaroka sredi Ljubljane. Ta mesec je zate poseben zato, ker bo končno še nekaj več, ta nadgradnja se bo vendarle zgodila. In daj mi čistko reci, si srečen v svojem življenju, gledano na to, kaj delaš, s kom živiš, kakšno življenje živiš. Čestitke ob tem lepem dogodku pa vsekakor veljajo vedno. Res je, obeta se dogodek, ki je edinstven v mojem življenju, pa edinstven tudi v življenju nekoga drugega. Tako da ne rad preveč govorim o svojih privatnih stvareh, ampak dejstvo je, če bi se izrazil, lahko rečem le, da ljubezen me je pripeljala v novo mesto, ljubezen je še vedno tu, mogoče na najmočnejši možen način, kar je lepo. In če si me vprašala, sem vesel in srečen, sem vesel in srečen, in to, kar se bo zgodilo, je na nek način neka pika na i ali pa neka zaobljuba preteklosti in spoštovanje preteklosti in zaobljuba, da naj čim dlje traja. Ne bo čim lepše, saj v bistvu je pa že lepo. Zdravje ti je dobro služilo v nogometni karieri, nisi imel večjih poškodb. To moram te pa kar prekiniti, ker to je pa mogoče moja največja sreča, ker imam mnogo prijateljev, reprezentančnih kolegov, vrstnikov, ki so na pol invalidi,
In moram reči, res 17 let profesionalne kariere, reprezentanca, pogoji taki in drugačni. Moram reči, da ni bilo nobene operacije, nobene resne poškodbe, tako da sem za svoja leta recimo soliden, kako bi temu rekel, soliden bivši športnik v srednjih letih. Dobro si to povedal, zdaj bom pa jaz rekla tako, naj ti zdravje dobro služi, naj te še naprej spremlja ljubezen in sreča in naj bo vse, kar počneš, naj ti prinaša čim več zadovoljstva, ker se mi zdi, da ko boš ti te stvari še naprej počel s takšnim veseljem in s takšno predanostjo in ustrajnostjo, ki si jo sam že prevečkrat omenil, se bojo seveda stvari dogajale naprej tudi na vseh področjih tebi in ljudem okoli tebe. Se strinjam, hvala tudi tebi, ker ta pogovor, pa ne zato, ker smo zdaj tukaj, je bil na nek način, se vidi, ker sem se kar znojil, ni bil čisto navaden, ker konec koncev Novo mesto je Novo mesto, tukaj sem, to je moj drugi dom, ali pa sem napol doma že tukaj in so se dotaknila nekaterih stvari, ki mi res veliko pomenijo. Sem pa, mogoče me ne poznajo kot takega, ampak, ali pa mogoče, to mi veliko ljudi reče, da včasih dajem drugačen vtis, ampak sem zelo, zelo čustven, zelo pripaden, zelo patriotski in tak sem bil tudi v tem krasnem pogovoru zame. Res, hvala za povabilo in kadarkoli. Mi je bilo veselje, tako da hvala tebi, da si vzel čas. Vse dobro še naprej, tudi tvoji srčni izvoljenki. Vam, cenjeni gledalci in gledalke, pa najlepša hvala za vašo pozornost in spremljajte podcast Dolenjskega lista še naprej.